Zdravljeni, z vami sem Inga Gantar in danes bomo govorili o imunskem sistemu in o strahu pred boleznijo. Dejstvo je, da zdaj je spet korona lepo na pohodu in da vedno več bolnih je. Danes sem imela predavanje o žirih in dejansko zaradi tega, ker je toliko okuženih, sta prišli samo 2 gospe pa organizatorka. To se mi še ni zgodilo, ampak ja, bilo je pa luštkano. No, v glavnem, in smo govorili tudi o tem, kako se bojimo bolezni, ne vem, strah pred boleznijo, strah, da bi naši otroci ostali sami, strah, da bi umrla in ne nazadnje. Glejte, kdor izmed nas ima zapredela te strahove, mu bo zdajle tale korona na polno metala ven. Pa še luna je, zdajle so energije do 2.11. Ne mene vprašati, ampak v glavnem toliko spremljam, da vem, da pač na polno se dogaja. In mnogi po noči ne morejo spati, ali imajo nemirne roke, noge. Lahko se jim dogaja, da jim pritiska v glavo, da imajo občutek, da jim bo glavo raznesel. To so vse energije, ki enostavno mečejo ven vse tisto, kar je čas, da se počisti. Podzavestne strahove, podzavest dela na polno dela, mogoče tudi preko morastih sanj. V glavnem, na vsak način nam naša duša hoče sporočiti, kaj imamo za narediti. No in zdaj tisti, ki slabo spite, kaj je za narediti, da boste bolj spali? Kaj je tista stvar, kar vas najbolj skrbi? No, to je tista stvar, ki jo imate ta trenutek za počistiti. In dajte zvečer narediti zdravilno molitev dekodiranja, da počistite to. In predvsem, zdaj pa eno stvar, glejte. Če vas je strah smrti in če vas je strah, da mogoče umrete in da bodo vaši dragi ostali sami, no, glejte, to je iz enega drugega filma, se pravi iz enega drugega življenja, ste prenesli v to življenje ta strah in zdaj ta čas korone dejansko nam pomeče ven to, kar imamo za predelati. Ravno danes smo se pogovarjali o tem, ko imamo déjà vu. Ko enostavno rečeš, pa ta kraj poznam, pa to sem že doživela. No, déjà vu, se pravi ta občutek, da si to že doživel, je v bistvu prav spomin duše, ker mi tam smo že bili. To se je nam že dogajalo, isti akterji, isti dogodek, ista občutenja. To smo že občutili. No ja, nekje sem prebrala, da déjà vu mi doživimo, ko v bistvu pri spočetju ko pride duša v telo, v glavnem se zvrti film idealnih dogodkov in tudi takrat, ko duša zapušča telo, se zvrti film dogodkov. No, v bistvu, če doživimo déjà vu, to pomeni, da je bilo to v bistvu naša duša že videla in nekem načrtu, da to doživimo. No, ampak, pojmo danes mečkam bolj na tehnične zadeve, kaj imamo za počistiti. Zadnje čase se je kar nekaj dam obrnili name, ker prebolevajo raka. Se pravi, te dogodki zdaj s korono so jim samo še potencirale njihovo bolezen in se jim res dogaja na polno. V glavnem, dejstvo je, da rak je vedno rak duše. Se pravi, mi imamo v energetskem polju nekaj za počistiti in se potem to zmanifestira kot bolezen. Govorila sem z eno gospo in je rekla, da je imela občutek, ko je prvič zbolela za rakom, da jo je bolezen doletela. Tako, a veste, kot bi te nekaj užgal, kaj se pa dogaja? No, dobesedno. In dejstvo je, da je šele zdaj se uči spoznavati, kaj jo njena duša uči, kaj ji želi sporočiti. In zanimivo, kar jo uči, je ljubezen do sebe. No, zdaj pa tisto, kar se mi skozi bolezen učimo. Strah pred smrtjo. Dajte preveriti z mišičnim testom. Strah me je, da bi zbolela in umrla. Zame je ne. Glejte, če se po stran obrnem, da me boste videli, ne? Strah me je, da bi moji otroci ostali brez mame. Ne. Pač jaz teh strahov nimam občutka,
da potrebujem bolezen v mojem življenju, da bom naredila neke korake naprej. Enostavno čutim, da sem v stiku sama s sabo. In vsaka zadeva, ki se mi zgodi, rečem, no ja, kaj me pa ta situacija uči. No, in zdaj, kaj se učimo tudi skozi bolezen, skozi informacije in tako naprej. Učimo se, bolj sprejemati sebe. Še eno stvar, pa včeraj sem hotela o tem govoriti, pa mi časa zmanjkalo. Dejstvo je, da zadnje čase spremljam bruhanje vulkana na La Palmi, se pravi otok na Kanarskem otočju. In dejstvo je, da tam vulkan bruha v lavo, zdaj že več kot 1 mesec, in vulkanski prah je prišel nad naše kraje, to je dejstvo. Včeraj, če ste bili pozorni, če ste šli ven, ste lahko dejansko vohali žveplo. Vohalo se je, čeprav so agencije za okolje, ali kar že, tisti Arso, se meni zdi, poročali, da je ozračje varno in da je vse v redu, no danes je pa pol bilo že, da je preveč žvepla v ozračju. No in to žveplo potem se je splaknilo dol. In zakaj včeraj nisem snemala videa? Zaradi tega, ker sem šla pokrivati s kopreno pač vse, kar imam na vrtu še. Zaradi tega, ker sem hotela zaščititi rastline pred kislim dežjem. Tudi če nihče ne reče kislo dežje, ampak dejstvo je, da je. To žveplo se je spralo dol, no vulkanski prah ni samo slab, dejstvo je, da v sebi nosi tudi mineralne soli, ki so potrebne za pognojiti zemljo, ampak vulkanski prah v trenutku naredi veliko škode, ker preprečuje fotosintezo v listih. In če ste opazili mogoče, dejstvo je, da narava se je kar naenkrat obarvala te oranžne, rumene barve, in to zaradi tega, ker je kisel dež oziroma žveplo preprečilo fotosintezo in naenkrat so listi začeli odmirati. No ja, zdaj jaz upam, da nisem preveč zakomplicirala, v glavnem mojo solato sem pokrila. No, zdaj pa pojdimo naprej, kaj pa dela kisel dež naprej z našo zelenjavo in zemljo. Dejstvo je, da zakisa zemljo. Zakisana zemlja pa pomeni, da težje se hranilne snovi iz zemlje vsrkajo v zelenjavo, ki jo sami vzgojimo, in to pomeni, da kljub temu, da imamo svojo zelenjavo, je vedno bolj prazna. In tukaj se nam pa pol dejansko zatakne. Naše telo ima pa zaradi tega, ker je obremenjeno z vsemi zadevami, ne samo z kislim dežjem. Nenazadnje, prebrala sem včeraj, da je ta meglena koprena, ki je bila včeraj čez tole Ljubljansko kotlino, da je posledica onesnaženega zraka iz Padove. No, juhej, še to smo dobili. Iz Padove onesnažen zrak, pa vulkanski prah iz Kanarskih otokov. Juhej. No, in zdaj, če pogledamo, kaj vse to dela za zemljo. Zemlja je pa zmerom bolj zakisana in potem težje vsrkajo hranilne snovi, kot je silicij. In zdaj pomislite, silicij ga dobimo v trdi zelenjavi, se pravi zelje, koleraba, tudi redkev, ampak bolj kot neka zelenjava raste v zemlji, več ima v sebi silicija. Silicij je pa ključen za obnovo naše sluznice. Zdaj pa za vse tiste, ki imate težave s korono zdajle. Pomislite, s čim bi vi zakrpali vašo sluznico. Sluznica je v osnovi ta prva zaščitna plast, tudi nos, usta, to je vse prva zaščitna plast. In je potrebno imeti v svojem telesu zadostno količino silicija. Zdaj, če iščete silicij, ga lahko dobite pri meni na spletni strani Vegan D-vitamin in vsebuje tudi silicij. Če ste pa že zboleli, pa pojdite v lekarno, pa kupite silicijev gel. No, tako da v glavnem, jaz imam D3 vitamin oziroma D2 vitamin, pa D3 vitamin, pa silicij skupaj in to je Vegan D-vitamin.
za vse tiste, ki tole poslušate in se boste odločili za nakup prehranskih dopolnil pri meni na spletni strani srečnoživljenje.si, imate 10% popust, če vtipkate kodo popust. No, toliko, da boste vedeli. No, to je zdaj prva zadeva. D-vitamin potrebujete, silicij potrebujete. In zdaj je že kar nujno, da dodajamo D-vitamin, ker dejstvo je, da sonce ga premalo dobimo. Enostavno nima več dovolj moči, ni dovolj ultravioličnih žarkov in se ne zmore D-vitamin več proizvajati v naši koži in ga je potrebno dodajati. In prav pomanjkanje silicija in D-vitamina, zdaj o tem sem pisala v knjigi Ko imaš življenje žur, vodita v vnetja na celični bazi. Se pravi, zdaj če pogledamo, motnje pozornosti, vnetja sklepov, slabšanje vida, suha srbeča koža, povečanje in poslabšanje avtoimunih obolenj, kot je sladkorna bolezen, krvni tlak, povišan krvni tlak, demenca, rak. To je vse povezano z D-vitaminom. Zdaj pa, če gremo na silicij, zdaj vam moram še naprej povedati. To je D-vitamin, D-vitamin vam še naprej moram povedati. Poglejte, se pravi, vpliva na D-vitamin, vpliva na vezavo A-vitamina, cinka, bakra. Zdaj pa vam moram naprej povedati. Cink je pa naslednja zadeva, ki krpa našo sluznico. In če ste že zboleli, v tem primeru, če rabite zakrpati vašo sluznico, potrebujete A-vitamin, A-vitamin dobite s korenčkom, lahko pri meni vzamete tudi beta-gvard. Beta-gvard ima noter cink, baker, selen, jod, tudi vsebuje ključne B-vitamine in vsebuje tudi silicij, selen, čakajte, kaj sem vam hotela povedati? A-vitamin, ki deluje na krpanje sluznice oziroma pred stopnjo A-vitamina. To sem prav razmišljala, kaj vam moram povedati. Če ste včeraj hodili na svežem zraku, če imate občutek, da vas praska in tako naprej, tudi beta-gvard vam bo pomagal pri tem, da se sčistijo te težke kovine iz vašega dihalnega sistema, ker dejstvo je, da včerajšnji zrak je bil tako močno onesnažen. No, zdaj pa naslednja stvar, silicij. Silicij pa deluje na to, da spet zakrpa našo sluznico, deluje proti vnetjem sklepov, deluje tudi na črevesno sluznico, na dihalno sluznico, dejansko po celem telesu krpa našo sluznico. Zdaj, kje dobimo mi zadostno količino silicija, sem že prej povedala, ampak res vam priporočam, zdajle bi bilo pametno, sploh če ste v okuženem območju, majčkeno bolj poskrbeti za vašo močno sluznico. Zdaj pa naslednja stvar. Česen. Česen je naravni antibiotik. In zdaj vam bom pokazala kombinacijo, kaj bi priporočala, da imate doma na zalogi v primeru, če nekdo zboli. Lahko je prehlad, lahko je korona, ni pomembno. Ampak to imam jaz doma zaradi tega, ker sem prepričana, da je to nekaj, kar res pomaga. Česnove tablete. Česnove tablete, glejte, noter so takele tabletke, bele, majčkeno imajo vonja po česnu, ga ne ližete, ampak ga pogoltnete. In se vzame lahko tudi na 3 ure 3 C-vitamine in 3 česnove tabletke. Zdaj pa proti čemu se deluje česen? Dejstvo je, da česen pomori direktno bakterije in viruse. In zdaj še ena stvar. Izkazalo se je, da za korono je najboljša naravna zadeva, so dejansko zdravila za notranje zajedavce, se pravi prav za trakuljo. Ampak to ni potrjeno zdravilo in to pomeni, da ga ne propagirajo. Ampak zdaj, če pogledamo, jaz razmišljam na glas, če je za korono najmočnejše naravno zdravilo, prav zdravilo, so zdravila, ki so proti zajedavcem, pomeni, da koronavirus ni virus, ampak je parazit. In proti parazitom deluje česen. No in zdaj česen varuje ožilje, deluje proti belemu toku,
deluje proti parazitom, proti glistam in proti virusom. In res, če že zbolite na 3 ure po 3, preizkušeno, vsekakor preizkušeno, in tudi cink dobite pri meni kot prehransko dopolnilo za krpanje sluznice. Tako da zdaj, če danes nekako ponovim tole, kar sem povedala o tem, kar bi bilo pametno. Onesnažen zrak, vulkanski prah, žveplo v zračju, korona na pohodu in tako naprej. Se pravi, ključno je dvigati imunski sistem. Ampak prav ključno je tisto, kar krpa sluznico. Ne, da gremo vse vprek, vse živo požret, ampak za krpanje sluznice potrebujemo silicij in potrebujemo cink. Cink dobite pri meni kot prehransko dopolnilo in ja, tudi silicij dobite v obliki Vegan D, imam tam v pisarni. In druga zadeva, takrat, če že zbolite, pa imejte doma C-vitamin in česnove tabletke in dejstvo je, da to dvoje na 3 ure po 3. Preizkušeno, res preizkušeno. Jaz sem lansko leto takle čas prebolela korono in ni bilo nič kaj posebenega. En dan me je glava bolela, mogoče mečkan 37,3 vročine, nič kaj posebenega. In tako da, če je to bila korona, če bi bila to pri vseh tokom korona, dejstvo je, da je bilo to majhen, mislim, še prehlad ni bil. Ampak dejstvo je, da odloča o tem, kako gremo skozi bolezni naš imunski sistem. In imunski sistem je ključen pri vsem skupaj. Tako da dajte krepiti imunski sistem, delajte vse tisto, kar vam, lejte, zdaj pa tisto, antiseptična zelišča dajte pit, dajte začeti piti žajbelj, pelin, sladki pelin, to dobite čaje, jih lahko naročite, res vam priporočam, materina dušica je ravno tako antiseptična, bazilika je antiseptična, lejte, toliko stvari imamo na dosegu roke, da jih lahko uporabljamo, dajte uporabljati zelene smutije, ne nazadnje, zadnjič sem vam kazala, kako pripravljate sok iz zelene, začnite zeleno uporabljati in boste videli, vaše telo ima vso moč v sebi, da zgradi močan imunski sistem. Kar ga pa sigurno slabi, je pa strah pred boleznijo. In dajte to počistiti, zdravilna molitev dekodiranja. In ja, če je v vašem zapisu, da ste v enem življenju mogoče umrli zaradi kužne bolezni, mogoče ste v kakšnem življenju zapustili otroke, ker ste zboleli in imate ta strah za počistiti z namenom, da se osvobodite določenih stvari, ki jih je potrebno počistiti. Ja, zdaj sem šla iz ene skrajnosti v druge, ampak kakorkoli. Časi so zanimivi, kar nisem povedala, kdor ne more spati, naj si zvečer, če se premetavate, pejte si umiti noge z mrzlo vodo. Mogoče pejte celi pod tuš, samo splaknite se na hiter in boste videli, da se boste lažje pomirili in lažje zaspali. Nemirne noge so lahko povezane tudi s pomanjkanjem magnezija, tudi kalcija, kalcij pa magnezij se vežeta skupaj in v tem primeru bi bilo mogoče pametno, kje dobite kalcij, jogurt, drugače pa lahko si naredite, veste kaj sem si začela pripravljati, to je tudi ena dobra zadeva. Mandlje namočite, pa jih potem odcedite po 5 urah, da se lepo posušijo ali pa v bistvu, da ne splesnijo, v glavnem jih date na neko serveto, da se posušijo in potem jih lahko pest mandljev vzamete in jih zmiksate skupaj z jogurtom in malo vode in nastane, kaj je to, mandljev jogurt v osnovi in je lahko odlična malca, sploh zdajle, ker pa mandlji vsebujejo tako kalcij kot magnezij, jogurt vsebuje kalcij in to je spet nekaj, kar deluje na razstrupljanje vašega telesa. Lahko pa tudi pri meni vzamete Kalmah, se pravi kalcij, magnezij plus D3 vitamin, tako da tudi to dobite in ja, naj vas še enkrat spomnim, koda za 10% popust je popust. Tako da z veseljem vam podam roko, ne nazadnje. Jaz se s podjetjem Neolife ukvarjam zdaj že skoraj 30 let in ja, v tem času, verjemite mi, da imam veliko izkušenj,
na sebi, na svojih otrocih, na svoji družini in na mojih strankah, ker imam ene in iste določene stranke tudi že po 30 let. Veste, to so dobre zadeve, ker če ne bi bile dobre zadeve, pač, jaz sem res prepričana v to. Tako da, delajte na sebi. Še eno sporočilo, karte, prehod v novo dobo, da vidimo. Za vse tiste, ki jih zdajle preganja strah pred boleznijo in ki jim je začela luna metati ali pa te zadeve, vse strahove, ki se morajo sčistiti. Prva karta, druga karta in tretja karta. Srčna čakra, sodelovanje in povezovanje. Jaz sem ljubezen, vidim ljubezen. No, srčna čakra je pa povezana s timusom. Timus je tik za prsnico, to je inkubator imunskega sistema in prav timus nahranimo z ljubeznijo, z zaupanjem, da je vse v redu, da bo vse v redu, da spustimo kakšno zadevo. Timus nahranimo z radostjo in seveda tudi s cinkom, z B-vitaminom pa C-vitaminom. Tako da nekaj hranilnih snovi tudi potrebuje naš timus, da začne dobro delovati. Tako da delajte dobro v vašem življenju in dobro se vam bo vračalo nazaj, ker verjemite mi, energije zdajle so tiste, ki nas podpirajo in naj se sčisti to, kar se more sčistiti. Dovolite. Uživajte in naj vas življenje podpira pri vašem potovanju.